Takole, v naši hiši radi začnemo točno, seveda pa smo veseli tudi tistih, ki pridejo malce kasneje, kajti nismo taki, da bi sodili, zakaj so zamudili. Žal nam je samo, da bi tratili čas tistih, ki ste prišli pravočasno. Moje ime je Janja Rebolj in v tej hiši skrbim za programe za odrasle. In ko nas je zajela ta COVID kriza, me je zelo pretresalo, kako slabo je bilo vse skupaj komunicirano. In ker sem v hiši zadolžena tudi za izobraževanje naših vodnikov po razstavah in izvajalcev pedagoškega programa, sem prišla na idejo, da bi mladim, ki so na začetku svoje znanstvene poti, omogočila, da bi dobili izkušnjo javnega nastopanja. Predvsem pa omogočila, da svoje znanstveno delo predstavijo splošni publiki. Se pravi, da tisto, kar so se naučili, predstavijo v tako dostopnem jeziku, da je lahko razumljivo vsakomur. No, ideja se je zdela dobra tudi mojim mladim kolegom v komunikacijski službi in povabili smo študente, da tisti, ki imajo kaj zanimivega povedati, da se nam pridružijo na našem odru. Dobar dan. Odziv je bil presenetljivo dober, tudi sam proces je tekal naravnost krasno, tako študentom kot meni je bilo veliko veselje, saj smo pridobili veliko novega znanja, ki so ga študentje potem prikazali na našem M-odru. No, še bolj smo veliko veseli odziva Univerze v Ljubljani, ki se je hitro odzvala in podprla naš projekt, ne samo na področju promocije, ampak tudi sicer sedaj tesno sodelujemo, podprli so nas z nakupom gradiva, podprli so nas s tem, da so danes oni tisti, ki so poskrbeli za snemanje, da bo današnji M-oder dosegljiv tudi tistim, ki niso z nami. In pa podprli so nas tudi tako, da se to zdi nekaj, kar je pomembno in kar bodo v bodoče profesori svojim študentom šteli v dobro pri opravljanju njihovih nalog. Danes je zame še prav poseben dan. Poleg tega, da bo to prvo predavanje, ki bo šlo v svet, zato, ker ko sem brala naslov in sem si poskušala predstavljati, zakaj pravzaprav gre, jaz izkušen z to vrstno umetnostjo, razen s cianotipijo, prej nisem imela. In zato me je Tim Trezelj, ki je danes naš predavatelj, svojo temo res navdušil. Vesela sem, da bomo raziskovali, kako sta umetnost in znanost z roko v roki skozi razvoj človeka pravzaprav ustvarjali tisto pomembno komunikacijo, se pravi odsev neke družbe, ki jo upravlja umetnost od nekdaj. In mladega raziskovalca, ki ga je poleg znanosti vedno zanimal tudi človek, kultura in umetnost, je bilo res prijetno spoznavati in sodelovati z njim. Tako da jaz se res veselim vaših današnjih odzivov, kajti mene je navdušil. Tim, izvoli, predajam ti besedo. Hvala lepa. No, lep pozdrav še z moje strani. Danes se vam bom predstavil mogoče z tako splošno publiko nekoliko manj tipično temo, to je povezava umetnosti pa biologije. Boste pa v bistvu skozi predavanje upam, da dobili občutek, zakaj gre, pa kako se v bistvu vse te teme med sabo povezujejo, pa ne nazadnje res neposredno prepletajo, da so pravzaprav neločljivo med sabo povezane. To je tudi mene potegnilo zelo noter kot v en vrtinc. In sicer, kako sem sploh prišel do tega, mogoče čisto za začetek. Že od nekdaj sem tak precej kreativen, pa človek, ki ga zanimajo te neke interakcije med posameznimi področji. No, in tako sem potem sem naletel čisto prek projekta na Filozofski fakulteti na tako zanimivo temo. In vse skupaj izgledalo tako kot neka zelo razburljiva detektivska zgodba. Že kot otrok sem rad bral Agato Christie, pa Poirota in tako dalje. In tukaj sem imel tak občutek, da sem sam zdaj del neke take detektivske zgodbe. Tako da potem, čeprav sem na začetku mislil, da je to ena taka obskurna tematika, kakor večina mogoče na prvi pogled
dobi tak vtis. Sem potem ugotovil, da je tukaj zadaj v bistvu celotno področje, ogromen nekih informacij, ogromen stvari, ki jih je še treba odkriti, ali pa če so že odkrite, vsaj na drugačen način, da se jih da povezati, in da lahko s tem obogatimo tudi samo znanstveno delo, ne samo umetniški vidik. Zdaj, za tak način, tega načina sem se pa lotil predvsem ne samo z povezovanjem področji, ampak sem to poskušal storiti tako, da sem tudi združeval ali pa med sabo integriral tako humanistične kot naravoslovne tehnike dela. Zdaj pa, ker je predavanje sestavljeno tako malo kronološko, tudi zaradi tega, da bo lažje slediti, pa zaradi tega, da bo mogoče malo bolj zanimiv, bomo na začetku si sam pogledali, kako bo vse skupaj, kakšna je sama struktura, kako bo to izgledalo. In sicer seveda, začeli tisti nek začetek, kjer bomo se na hitro ustavili, je srednji vek, kjer je bil nekako v središču pozornosti družbe pravzaprav Bog, pa te neke religijske ali pa religijske, tudi v evropskem prostoru, cerkvene dogmatike. Potem je prišlo obdobje človeka z renesanso, kjer je bil človek v ospredju, takrat se tudi začne taka bolj znanstveno in sistematično raziskovanje in človeškega telesa in znanstvena metoda se začne bolj sistematično razvijati. No, potem se bomo pa tudi nekoliko bolj konkretno ustavili pri zadnjih dveh obdobjih, in sicer to je prehod iz 19. v 20. stoletje, kjer zdaj sem jaz to tako nekako postavil ob bok prejšnjima dvema besedama naravo, kjer pa dejansko pride do popolne revolucije na področju znanosti in tudi umetnosti. Nekako se v tem obdobju definirajo sodobna znanstvena področja, tako biologija, fizika, kemija kot tudi matematika. Pride do v bistvu čist novih pogledov na te discipline. Takrat, kakor veste, seveda pač prišlo v biologiji do evolucijske teorije, ki je močno spremenila potek zgodovine tega področja, potem v kemiji smo dobili z Marie Curie in tudi ostalimi odkritje radioaktivnih elementov, v bistvu prišlo je do razvoja oziroma odkritja atomske teorije, v fiziki imamo relativnost, pa tudi jedrska fizika napreduje in tako dalje. Bomo pa potem se ustavili tudi v 20. stoletju in kako nas je to pripeljalo danes in kakšne stvari lahko zdaj s tem počnemo. Zdaj tukaj pač je mogoče koristno imeti v mislih skozi celo predavanje. Za to integracijo je pomembnih več elementov. Religija, znanost in umetnost so v bistvu tisti elementi, ki nekako povezujejo vse skupaj v neko celovitost, pa celoto, in nam tudi omogoča, če imamo to v mislih, neko celostno interpretacijo takih bolj kompleksnih tem. To je samo toliko za nek tak krajši uvod. No in zdaj bi začeli s prvim poglavjem, to je vpliv laboratorijske biologije na evropsko vizualno umetnost do 19. stoletja. Zdaj, veste, da takrat seveda ljudje niso poznali mikroorganizmov, to znanost še ni bila na tej stopni, niso jih uspeli videti, tudi tehnologija jim ni tega omogočala. Hkrati pa seveda ima človek že od nekdaj to težnjo, da si stvari razlaga, da bo interpretiral stvari, da si jih bo na nek način uspel usmisliti. In kot že prej omenjeno, je bilo v tem obdobju vseeno ta religijski aspekt v ospredju, tudi interpretabilno je bilo to zelo močno področje in so seveda to povezovali, tudi razlagali v kontekstu Biblije, se pravi v nekem bibličnem kontekstu. Šlo je pa za čas epidemij, nalezljivih bolezni in tudi čudežev, nekih bibličnih razsežnosti. Predstavil vam bom pa 3 primere, približno tako 3 neke take zanimive primere in se bomo tudi sprehodili skozi nek tak čas, kako je to dejansko, kakšni so različni mehanizmi, skozi katere lahko zdaj biologija posega v področje domišljije in vpliva na razvoj ikonografije, pa tudi na splošno vizualne umetnosti. Vsi gotovo poznate ta prvo, ki se jo bomo lotili, to je kuga. No, in
ta kuga nasplošno je povzročila grozno veliko nekih smrti v kar dolgem časovnem obdobju zgodovine, od 14. stoletja naprej, so se dogajale različni izbruhi teh epidemij kuge. Šlo je pa za seveda posledico tega, da so ljudje živeli v relativno slabih higienskih razmerah. Drugi razlogi so pa tudi to, da so bili, standard življenjski je bil lahko nizek, potem so pač razno razni drugi pogoji okolja tudi. Niso pa vedeli, kaj povzroča to kugo, in so jo dojemali kot božjo kazen, se pravi spet skozi ta religijski kontekst, in to je vzbujalo ogromno neke domišljije tudi na področju umetnosti. Naročniki so pa bili tudi z vrst cerkvenih dostojanstvenikov. Ker veliko je bilo takrat tudi nepismenih in je imela takrat slikovno gradivo ogromen pomen, tudi za samo razumevanje. Splošna publika je na ta način lažje razumevala religijska besedila. In tukaj imamo prikazane 4 jezdece Apokalipse od Albrehta Dürerja. To je prvi v bistvu iz vrste lesorezov, ki služijo kot ilustracija besedilu. No, in to so nanizani tako od desne proti levi. Zdaj, tudi v svetopisenskem kontekstu je prvi izmed teh jezdecev mogoče najbolj splošno označen ali pa najbolj tako, nekonkretno opredeljen kot zverine zemlje, grozote zemlje, pač različen način prevajanja bi se lahko uporabil, in tega si je Albrecht Dürer nekako zamislil tudi v kontekstu kuge. Kasneje seveda pa zdaj nas zanima, zakaj pa pravzaprav gre pri kugi. Kuga je bakterijska okužba, ki jo povzroča Yersinia pestis, povzroča pa bolezen bobonsko kugo. Zdaj, seveda, lahko si zamislite, zakaj takrat to vzbujalo grozen strah, pa tudi domišljijo, ker kakor vidite, povzroča take gangrenične odmrtja raznih distalnih delov, se pravi končnih delov telesa, to so prsti na rokah, potem tudi nožni deli in tako. In to je povzročalo strašne bolečine, trpljenje in tudi ni glih najbolj lepo za videti. Gre pa za bakterijo, ki jo lahko pod elektronskim mikroskopom nekako takole zgleda, v bistvu nič posebnega. Zdaj, to je en primer, kjer vidimo, da sama bakterija kot živ organizem povzroči neko okužbo, neko bolezen, neko stanje, ki so ga potem upodabljali na umetniških delih. Imamo pa še drugačen vpliv mikroorganizmov in ta je posreden vpliv. Ker govorimo za vpliv toksinov oziroma strupov, metabolitov, ki jih te organizmi izločajo v svoje okolje, in te potem povzročajo oziroma imajo nek efekt, da je bodisi na človeka ali pa na okolico. No in tak je tudi naslednji primer, se ga bomo majčkeno bolj dotaknili tudi zaradi tega, ker je zanimiv še s parih drugih vidikov. Zdaj, to je ergotizem. In ta bolezen se je včasih imenovala ogenj svetega Antona, danes je pa poznana kot ergotizem. Ogenj svetega Antona pa zaradi tega, ker so same posledice pa simptomi te bolezni znani, tako zelo spominjajo na biblični svetopisenski opis trpljenja svetega Antona, ki ga je skušal hudič, medtem ko se je on v bistvu šel v puščavništvo. No, in te znaki so zdaj zelo podobni temu in so jo tudi potem tako poimenovali. Sama ime kot ogenj svetega Antona je pa tudi bolezen dobila relativno zgodaj, že leta 1100, ko so pa v Grenoblu ustanovili tudi bolnišnico, eden od redov, meniških redov svetega Antona so ustanovili bolnišnico za zdravljenje tega stanja. Seveda pa prav tako, kot pri kugi leta 1100 nihče ni vedel, da to dejansko, kakšni so mehanizmi v ozadju te bolezni. Dejansko so jo zdravili in interpretirali v kontekstu pač obsedenosti s hudičem oziroma v tem zgledu. Kasneje so jo pa preimenovali v ergotizem, in sicer zaradi tega, ker bolezen povzroča nek metabolit glive, ki jo imenujemo škrlatno rdeča glavnica, oziroma po latinsko je claviceps purpurea, ki ima zelo zapleten življenjski cikel. No in ta življenjski cikel vključuje tudi take strukture, ki nekako okužijo žito, klase žita. Največkrat gre za rž, lahko pa tudi za pšenico ali pa kakšne druge žitarice. In to imenujemo rženi rožiček, to strukturo.
In kot vidite, ja, gre za take rožičke, pojavijo se pa večinoma jeseni, takole, kad je žito že zrelo, zaradi tega, ker to je struktura, s katero ta gliva preživi tudi zimo, so relativno odporne in zato tudi vsebujejo veliko teh raznih strupov, toksinov, metabolitev, ki to glivo ščitijo pred bodisi potencialnimi plenilci ali pa tudi pred neugodnimi razmerami okolja. In eni od teh snovi so tudi ergot alkaloidi, po katerih je dobila ime sama bolezen, ki pa povzroča podobne simptome deloma kot kuga, kakor vidite, spet počrnijo, gangrena se pojavlja na teh distalnih delih, samo da je razlog tudi nekoliko drugačen lahko. Gre za pomanjkanje kisika v teh delih, ker te ergot alkaloidi povzročajo vazokonstrikcijo, kot imenujemo ta pojav. To je pa krčenje žilja. Zaradi tega, ker vplivajo na gladko oziroma nehotno mišičje, da se krči ali pa razteza. In na ta način seveda so te deli bolj slabše prekrvavljeni, nimajo zadosti hranil pa kisika, kar seveda vpliva potem na pojav takih stanj. Šlo je pa večinoma za okužbo z moko, ker tole, ki so oni poželi, lahko je bil samo en del polja okužen s to glivo, seveda, ker so to zmleli v moko, so shranili v neke kašče in potem skozi celo leto to jedli in so bili kronično izpostavljeni zelo majhnim koncentracijam tega. Vpliva pa tudi na centralni živčni sistem in povzroča razne obsedenosti, manije in pač druga psihična stanja, ki so seveda temu primerno bila neprijetna. No, zakaj pa v bistvu gre pri teh ergot alkaloidih? To je zelo raznolika skupina molekul, v katerih je bila potem strukturno večina odkritih tam v 30 letih prejšnjega stoletja. Tako da zdaj klele bomo iz umetnosti naredili en tak krajši sprehod v znanost, pa v to, bomo rekli, farmacijo tudi, ker je zanimiva iz tega vidika za slovenski prostor, pa boste mogoče dobili še kakšno tako čisto zanimivo informacijo. Gre za, v preteklosti, kot smo že rekli, so povzročali te molekule epidemijo, predvsem zastrupitve z okuženo moko in so imele pomemben vpliv na potek zgodovinskih dogodkov, ne samo umetnosti. Zdaj si bomo pogledali, kakšen je bil ta vpliv. No, predvsem prek medicine pa farmacije, ker so zelo široko uporabni v medicini. Kot rečeno, so vazokonstriktorji oziroma vplivajo na gladko mišičje in to je seveda precej neugodno, če se s tem ti zastrupljaš nehote. Lahko pa se ta mehanizem oziroma te učinke teh toksinov uporablja tudi v namene medicine. Tako da na tej bazi je zelo velikšen del farmacevtske industrije v 20. stoletju zaslužil oziroma se na ta način razvijal. Vplivi so pa, kot že rečeno, na centralno živčni sistem, na žilje, na steno maternice, tako da z tega naslova smo potem dobili zdravila, ki sprožajo porod umetno, ki v bistvu vplivajo ali pa kontrolirajo laktacijo, se pravi dojenje oziroma proizvodnjo mleka pri doječih mamah, potem tudi za stabilizacijo krvnega tlaka, zato ker pač prek tega, da ti uravnavaš, kakšen je volumen žilja, lahko potem tudi na krvni tlak vplivaš, na srčni ritem in tako naprej. Zakaj pa to zdaj za slovenski prostor pomemben? Najbrž vsi poznate farmacevtsko podjetje Lek, ki ga je pač zdaj prišel Novartis in tako dalje in tako dalje. No. Ta v osnovi to podjetje izvira iz Mengša in to podjetje se je pravzaprav postavilo na noge oziroma se je razvilo predvsem na račun ergot alkaloidov. Tam so v začetku skoraj izključno ergot alkaloide proučevali in tudi z njih delali različna zdravila. In kako je to izgledalo, kakor vidite tukaj v Mengšu, imate zdaj to velik kompleks, okrog so pa polja. In določen del teh polj je bil včasih namenjen kot pravzaprav tudi del tega podjetja, ker so na njih gojili žito in ga namenoma okuževali s to glivo, da so potem iz nje izolirali in pridobivali te razne ergot alkaloide in jih uporabljali pač tako, tudi za prodajo, kot v farmacevtske namene. V redu, to je bil en tak kratek, ali pa en tak skok v znanost, zdaj pa gremo nazaj na umetnost. Ker je to toliko zelo spominjalo na znake
upisane v Svetem pismu, kakšno trpljenje je dajal skozi Sveti Anton, so se na to navezvale številna umetniška dela, tudi zelo znana izmed njih. Tako da v bistvu na tej podlagi je že leta 1470 Martin Schongauer naredil neko tako v bistvu, skico grafiko, na podlagi katere je skoraj, kakor vidite, skoraj kot pobarvanko, no, če tako malo grdo rečem, potem kasneje še bolj znani Michelangelo Buonarroti narisal tole sliko, kjer je v centru Sveti Anton, okrog pa pol razna bitja, ki bi lahko rekli, da upodabljajo to preganjavico, ki tudi spremlja ergotizem. Kasneje je ta oltarna podoba nastala izpod rok Hieronymusa Boscha, tega znamenitega predstavnika severne renesanse, ki ima že v tisti čas tak zelo značilen pa zelo poseben slog slikanja. Gre pravzaprav za triptih, kakor vidite, 1505. No, ampak kot rečeno, slike ni nujno, da jih gledamo samo kot nek estetski element ali pa kot nek element umetniške vrednosti, ki pač zdaj visi tam nekje v cerkvi ali pa v eni galeriji, ampak iz njih lahko pridobimo tudi veliko nekih informacij o samem poteku bolezni, o simptomih, tudi kako se je zdaj ta bolezen spreminjala skozi zgodovino, ker nimamo zdaj nekih podatkov ali pa fotografij ali pa da bi lahko to sledili, si pa lahko pomagamo s tem, kar je narisan na umetniških delih. No, in en takih primerov je na tej sliki Matijasa Grunewalda iz leta 1515, gre prav tako za diptih, za neko oltarno podobo in kakor vidite tlele, tega človeka je prikazan nekih takih razjed, nekih odprtih ran in to je v bistvu tak zelo neposreden prikaz tudi simptomov, ki se lahko pojavijo pri samem ergotizmu. Nekoliko bolj žanrsko, ta izraz pomeni za tiste, ki niste toliko z umetniškega sveta, za upodobitev bolj vsakdanjega življenja, preprostega življenja, se pravi, se ne navezuje direktno na religijo, na svetopismo, ker zdaj smo zelo veliko o tem govorili, pa da vidite še v bistvu ta drug vidik. Tukaj gre pa za prikaz pohabljencev od Petra Bruegla starejšega, leta 1568. On je bil zelo znan tudi po takih raznih žanrskih podobah, ta je pa še posebej zanimiva. Vidite, da so ljudje z amputiranimi udi, pohabljeni z raznimi protezami. Kot rečeno, seveda gre za to, da je slaba prekrvavitev vplivala na odmrtje teh distalnih delov, ki so jih potem pogosto takrat pač amputirali, ni bilo druge rešitve. Kar je pa bolj zanimivo na tej sliki so pa te lisičji repi, ki visijo iz teh predpasnikov. No, in če zdaj pogledate to sliko s tem žitnim klasom, pa temi rožički, pa to je podobnost relativno velika pa očitna. Tako da že iz tega nekako je ena od možnih interpretacij, da so že takrat znali približno sklepati, kaj bi mogoče lahko bil vzrok za to bolezen. Zdaj pa zelo kratek skok v 20. stoletje, ker te ergotalkaloidi imajo, kot pravim, vpliv na potek zgodovine na različnih nivojih pa v različnih obdobjih. Je pa to, da je ergotalkaloid eden od derivatov ergotalkaloidov je tudi LSD. To je pa pač psihadelik oziroma eden od psihoaktivnih substanc, ki je bila odkrita strani Alberta Hofmana tam v prvi polovici 20. stoletja. No, in zanimivo je bilo seveda, da je ta Albert Hofmann bil precej ekscentrična osebnost, to pa zato, ker je poskusil čisto vse stvari, ki jih je sintetiziral. Delal je pa tako, kot je bil prej že omenjen Lek, pa je potem prišel pod Novartis, je tudi delal v Švici za to isto podjetje, se pravi za Novartis. Takrat ne vem, kako se je imenoval, mogoče isto ali ne. No, in eden od stranskih produktov pri tem eksperimentiranju je bil tudi LSD in ga je poskusil in videl, da ima zelo take zanimive učinke in tako je potem tudi ta substanca nekako zaživela v popularni kulturi. In vidimo en primer, sploh iz druge polovice 20. stoletja, v 80-ih, 70-ih, 80-ih letih je imel to kar velik vpliv tudi na samo estetiko lahko. Popularne umetnosti, en takih iz glasbenega sveta je tudi skupine The Beatles, pa njihova pesem Lucy in the Sky of Diamonds, katere v bistvu kratica je pravzaprav LSD.
Zdaj smo si pogledali, kako mikroorganizmi lahko direktno, neposredno vplivajo na človeka kot povzročitelji nekih bolezni, lahko posredno, prav tako prek svojih metabolitev povzročajo neke nevšečnosti. Zdaj imamo pa tudi mikroorganizme, ki načeloma sami po sebi niso nevarni, tudi ne proizvajajo nekih metabolitev, ki bi zdaj v nekih običajnih okoliščinah škodovali človeku. Zbujajo pa zanimanje predvsem z tega, ker spominjajo na neke efekte, ki človeku burijo domišljijo in z tega potem seveda navezujem se predvsem na tako zvane čudeže iz preteklosti. En takih zelo zanimivih primerov, ki se bo tudi ponavljal skozi celo predstavitev, boste potem videli, je primer bakterije Serratia marcescens. To je bakterija, ki takole na gojišču, kakor vidite, raste v takih relativno sluzavih kolonijah, pa take zelo intenzivno krvavo rdeče barve je. In ta kombinacija, pa seveda še njihov specifičen vidik prehrane, ker se zelo rade naselijo na škrobom enostavnimi substrati, se pravi na škrobnih substratih. To je kruh in v cerkvah so zelo pogosto shranjevali pač ta posvečen kruh, na katerih se potem lahko naselila ta bakterija. Oni niso vedeli, da gre za bakterijo in so to si razlagali kot čudež, kot dejansko utelešenje Kristusa oziroma Božje krvi, ali kako bi to lahko rekli, ta proces, ta fenomen se imenuje v teološkem smislu drugače transubstanciacija na tem kruhu. No in en takih primerov je bil tudi, ko je češki duhovnik potoval v Rim, ker je imel dvome o obstoju oziroma pristnosti te transubstanciacije in je to nekako hotel se s tem spopadati in na tej poti se je ustavil tudi v mestu Bolsena. To je tako majhno italijansko mestece in tam daroval mašo in raven med tem obredom se je pač njemu to zgodilo in to je v trenutku razblinilo njegove dvome in je pohitel k papežu v Rim poročati, kaj se je zgodilo in to je bil zelo hiter potem tudi razglašen za čudež, ki je pa upodobljen na sloviti freski Rafaela, Maša v Bolseni iz leta 1512, ki pa zdaj krasi apostolsko palačo v Vatikanu, Stanza di Eliodoro. No tako, zdaj smo dali skozi to obdobje, ko ljudje dejansko še niso poznali mikroorganizmov, ko niso vedeli, zakaj gre in kaj jih dejansko pesti. In so to potem upodabljali v tem bibličnem kontekstu, če zdaj tako zelo na kratko povzamem. Zdaj bomo prišli v tisto dobo, kot sem prej rekel, ta revolucija znanstvenih področji, ko so začenjali odkrivati, zakaj pravzaprav v ozadju gre, odkrivali so mikroorganizme, pride do razcveta teh naprednih tehnologij, mislim za tiste čase naprednih tehnologij in novih pogledov in zato lahko rečemo, da gre v bistvu za pravzaprav novo renesanso in reform v umetnosti in znanosti in te interakcije so potem močno zaznamovale tudi to, kaj danes znamo narediti na tem področju. Eden od pionirjev te interakcije umetnosti pa biologije ali pa mikrobiologije je bil Alexander Fleming, ki ga sicer bolj poznamo kot dobitnika Nobelove nagrade za fiziologijo ali medicino iz leta 1945, kjer je odkril prvi antibiotik in to je bil penicilin. Antibiotiki pa vemo, da so potem, oziroma odkritje antibiotika je poleg vakcinacije oziroma cepljenja pa sigurno ena izmed pač največja revolucija ali pa največje odkritje v zgodovini medicine, ker posledica tega odkritja je bila, da so vse tiste bolezni, o katerih smo prej govorili, bolj ne postale preteklost oziroma sam še en manjši problem, ki se ga da relativno enostavno pozdraviti z nekaj odmerki oziroma z antibiotično terapijo. Malo manj znano pa je, da je bil Alexander Fleming tudi pionir bioumetnosti. Zaradi tega, ker je bil zelo kreativen posameznik, pa zelo dobro je opazoval, kar je seveda tudi posledica te njegove lastnosti, tudi nenazadnje odkritje tega antibiotika. No in je začel ustvarjati take bakterijske slike, kjer je namest barvil, pač se pravi takih klasičnih barv, si zamislil, da bo uporabil raznobarvne bakterije in jih nanesel na tak pivnik, ki ga je prej impregniral z gojiščem, pač se pravi s hranili, s katerimi se bakterije prehranjujejo in potem te bakterije nanesel gor, da so zrasle in tako ustvaril take podobe. To v tistem času sicer ni poželjnega blaznega navdušenja,
Sicer je imel neko manjšo razstavo tam v bolnišnici, v kateri je delal, pa celo kralj pa kraljica sta prišla zdaj tja nekaj pogledati, ampak se nista kaj dosti zmenila za to. Je pa kasneje, sploh v drugi polovici 20. stoletja, pa v 2000 letih je pa to bilo ponovno odkrito, če tako rečem, in se je začelo to kar dosti intenzivno razvijati. In vam bom zdaj pokazal, zakaj pravzaprav gre, pa kakšne podobe danes znamo s tem ustvarjati. Danes poznamo tudi zelo veliko različnih mikroorganizmov, ki so zelo različnih oblik, pa zelo različnih barv. Vidite, da so lahko te barve tudi zelo intenzivne, od rdeče, vijolične, zelene, rumene, karkoli si zamislite. Ta pestrost je res velika. Ideja je pa zelo preprosta. Se pravi, imate platno, ki ga v tem primeru nadomestite z nekim trdnim gojiščem za te bakterije. Potem kot slikar uporablja čopiče in razno drugo orodje, zato da ta barvila nanaša na platno. V tem primeru uporabljamo spet neko malo prilagojeno orodje za ta namen, to so tako zvane hokejke oziroma dvigalske spatule, zanke in ne vem, tudi razno prirejena orodja se da uporabljati. Pač barvila, ki jih imamo na voljo za slikanje na platno, so pa nadomestile bakterije in druge snovi, s katerimi si tudi lahko pomagamo pri ustvarjanju in tehnike. Na tem področju je zdaj tudi so dostopni komercialni kompleti, ki pomagajo pri ustvarjanju. Zdaj v tem smislu sta pionirja Ars Electronica FutureLab pa podjetje Wacom, ki sta skupaj naredila nek set za ustvarjanje na tem področju. Zdaj, zakaj to omenjam? Zato, ker mogoče kdo od vas pozna Bauhaus, to umetniško oblikovalsko šolo iz prve polovice 20. stoletja, ki je tako, kot prej omenjeni posamezniki na področju znanosti naredila popolno revolucijo na področju umetnosti. In zdaj tisto, kar je bil Bauhaus za tisto obdobje, je zdaj Ars Electronica prav tako poskuša združevati te znanstvene inovacije in jih vpletati v umetnost in predvsem obratno, se pravi pokazati, kako je umetnost pomembna za znanost. No in zdaj poglejmo, kaj pač se da pa danes s tem narediti. Če ste prej zapomnili približno, kako so izgledale podobe od Aleksandra Fleminga, lahko rečemo sicer zelo inovativna ideja, ampak relativno primitivne podobe, pa danes znamo ustvarjati take neverjetne, zelo kompleksne, sofisticirane, žive slike. Poudarjam žive zaradi tega, ker je to eden od elementov, ki je ključen tudi pri interpretaciji oziroma pri tem, kaj nam zdaj taka slika omogoča. In tak meni zelo ljub, pa se mi zdi zelo lep primer je ta podoba Ane Ticisvili. Ne vem, kako se to izgovori, se upravičujem, ker to je v bistvu gruzijska umetnica in ne poznam tega jezika zelo dobro, oziroma sploh nič. In sliki pa naslov Boj med zimo in pomladjo. Zakaj gre? Tukaj na tej strani je ta zima prikazana z eno od vrst bakterij, ki ni odporna na noben antibiotik, se pravi, ni odporna na antibiotike, ki jih pa sicer izločajo v gojišče bakterije, ki upodabljajo pomlad. In zdaj, zakaj gre? Ta slika seveda ni statična, tako kot slike, ki jih naslikamo na platno, ampak se razvija skozi čas, ker te bakterije živijo, rastejo, hranijo, so v interakciji med sabo. In kaj zdaj se tukaj dogaja? Te bakterije izločajo antibiotik, izrivajo to bakterije na tej strani, ki upodabljajo zimo, in tako se v bistvu zima umika pomladi, tako zelo simbolično, kot se to dogaja vsako leto tudi sicer v svetu. In se mi zdi to ena taka zelo lepa prispodoba. Kot prej rečeno, imamo pa na voljo poleg različnih mikroorganizmov danes še vrsto drugih tehnik in materialov, ki omogočajo bolj napredno ustvarjanje, in to je pravzaprav genski inženiring, razni mikroorganizmi različnih vrst. Izkoriščamo lahko tudi fizikalna orodja, naprimer radiacijo, ki seveda podobno kot antibiotiki fizikalno uničujejo mikroorganizme. Naravne interakcije, se pravi ekološke povezave med temi organizmi, različna gojišča, dodatki v gojišču, antibiotiki, zaviralci rasti, pogoji gojenja in tako dalje. No in zdaj smo bili na nivoju slikarstva, se pravi slik. Človek pa vedno razmišlja, kaj se da še več narediti, kako bi bil še bolj realističen, kje so tukaj še možnosti za izboljšavo oziroma napredek. In tako je razmišljal tudi umetnik Zachary Cooper. Je zdaj v tem primeru spet z bakterijo Serratio marcescens, take lepe barve pa zelo radi uporabljajo.
no, ima še druge pomembne lastnosti, ustvaril bakteriografijo, kjer pa ne gre več samo za slikanje, ampak gre dejansko za fotografsko realistično upodobitev tega. Pravzaprav pri tehniki gre za neko vrsto sitotiska, lahko bi rekla, ali pa spominja na sitotisk. Seveda pa poleg te bakterije Serratia marcescens lahko uporabimo tudi mnogo drugih vrst. V tem primeru je ta umetnik se poslužil tudi ene gensko spremenjene bakterije, s katero je upodobil tako rimsko cesto. No. Gre pa za bakterije, ki izločajo green fluorescent protein, en protein, ki omogoča bakterijam, da pod določenimi okoliščinami izsvetijo in gre za tako svetloben efekt tudi. Zdaj pa zelo na hitro, kaj zdaj to sploh je, kako se to ustvari. Tukaj imamo tekočo kulturo, v kateri so zdaj te bakterije, ki jih razlijemo po površini, ki jo želimo zdaj, ki nam bo potem predstavljala kot neke vrste platno. In ker je v tej kulturi, v tem gojišču že sama kultura bakterij, so zdaj te razporejene relativno enakomerno po celem gojišču. Potem pa zdaj, ker nočemo, da je zdaj to gojišče kar po celoti preraščeno z bakterijami, ampak hočemo dobiti neko podobo, je ta umetnik razvil neko, oziroma ne vem, če ga je on razvil, ali pač tehniko je sigurno on razvil zdaj za to črnilo, s katerim on natisne to podobo na negativ. Je pa take sestave, da absorbira radiacijo, pač sevanje, ne. Zdaj to podobo, če gre za bolj realistično, jo mora predhodno malo računalniško pripraviti, gre za tehniko rastriranja, to ni nič posebenega, pravzaprav gre samo za to, da neko tako uniformno analogno podobo spremeni v niz nekih pikic, ki so različno narazen pa različno velike, tako da dobi podoben efekt, kakor ga imate pri teh jumbo jetih, ki so pač pikce in če jih dosti daleč stran gledate, pač gleda relativno uniformna podoba. Pa to izpostavi radiaciji, izsevanju in zdaj, ker tisto, kar je črno, absorbira radiacijo, seveda potem bakterije, ki so pod tem nameščene oziroma ki se nahajajo pod to podobo, ne bodo deležne sevanja in bodo preživele. Tiste, ki pa niso, ki so pa okrog tega črnila, bodo pa propadle. In zdaj seveda, če gre za bakterije, ki imajo določeno obarvanost, se bo tam, kjer je sicer tudi ta črna podoba na negativu, bojo zrasle bakterije, tam, ki pa ne bo pa ostala taka bela oziroma, taka barva gojišča, izpostavljena. In kar je meni zelo presenetljiv, je predvsem to, kakšna je ločljivost te tehnike. Kakor vidite, tukaj je en tak mal povečan izsek, ti pikce so dejansko tako, kot da bi s printerjem to naslikal. In to je meni tako zelo fascinanten, s katero potem lahko dobimo tako podobo, ki imamo bakteriografija. Zdaj bolj, še en korak naprej je pa se zgodil z bakterijsko fotografijo, kjer pa nimamo več, razlika ni več v tem, da nekje rastejo, nekje pa ne rastejo bakterije, ampak imamo tako, da v bistvu povsod rastejo bakterije, ampak nekje te bakterije nekaj proizvajajo, druge pa ne, in potem to ustvarja to podobo. Tehnika je zelo podobna kot prej, pač tam se bomo zelo na hitro sprehodili, ker je, vidite, namen tega je tudi, da vam pokažem, da v znanosti zelo velikokrat pride do tega, da stvari recikliramo, sploh v tehniki, da so te nianse, majhne razlike dajo pol tudi razliko v končnem rezultatu. Spet imamo gojišče, v katerem so bakterije, v tem primeru neke drugačne bakterije, gensko spremenjene, ki so sposobne se odzivati na svetlobo. Se pravi, svetloba lahko sproži proizvodnjo nekega barvila, recimo tej bakteriji. No in to ravno tako kot prej razlijemo po površini, ki nam predstavlja material, kot platno recimo. Potem gor natisnemo tokrat pa z navadnim črnilom, lahko kar podobo na neko folijo, jo položimo čez, potem to izpostavimo rdeči svetlobi, ker je ta svetloba tista, ki lahko vpliva na razlike v izražanju teh genov oziroma ali se bo pojavila črna barva ali ne. In ko to na koncu damo v inkubator, se pravi gojiti, po nekem času dobimo podobo, ker ta svetloba, rdeča svetloba, zavira izražanje tega črnila. Se pravi, isto kot prej. Tam, kjer so te bakterije bile izpostavljene tej svetlobi, ne bodo se obarvale črno, tiste, ki pa so bile zasenčene, pa bodo in pol dobimo tako podobo. Zdaj, skrajen domet te tehnike pa, da so pred 5 leti, približno leta 2017, so razvili tudi barvno različico tega in zdaj lahko delamo res prave
bakterijske fotografije v RGB spektru. No in ta ideja povezave umetnosti in znanosti v tem neposrednem kontekstu je prišla zelo na udar že v začetku 20. stoletja z tem znanim, enim bolj, drugim manj znanim naravoslovcem, bil je evolucijski biolog Ernest Haeckel. On je bil v bistvu enak pomemben za evolucijsko teorijo, pravzaprav kot sam Darwin, deloval je pa v Nemčiji, za razliko od Darwina, ki je pač seveda iz Anglije. On je imel to srečo, ali pa vsi smo imeli recimo to srečo, da sta se v tem majhnem nemškem mestecu imenovanem Jena srečala skupaj delovala na istem kraju dva človeka, to je bil Carl Zeiss pa Ernest Haeckel. In Carl Zeiss je bil pa inovator na področju mikroskopije oziroma optike. In je razvil v bistvu te inovacije, njegove so omogočile Ernestu Haeckelu, da je videl bistveno manjše elemente, da je videl tudi z večjo ločljivostjo in na ta način dobil pogled v te zelo velike detajle te morfologije teh majhnih organizmov in to ga je tudi toliko navdušilo, da je seveda tak inovativen način izdal relativno revolucionarno delo Kunstformen der Natur oziroma umetnostne oblike narave, v katerih je nekako nanizal različne organizme, ne gre samo za mikroorganizme. Tukaj so upodobljene radiolarije, to so kot neke praživali, ki so bile njemu zelo ljube oziroma zelo veliko se je z njimi ukvarjal, ampak ni posebnost to, da je on zdaj naredil nek tak seznam oziroma te podobe. Posebnost je to, kako jih je on razporedil na ta grafični list. Ne? Se pravi, gre za neko semisimetrično upodobitev, ki sicer ni v tem baročnem kontekstu simetrična, ker so enaki elementi vedno zrcaljeni, ampak so podobni elementi zrcaljeni. In zdaj tukaj uporabil, to pa vam govorim zato, ker je ta tehnika uporabe pravzaprav nekega umetniškega razmišljanja ali pa umetniškega raziskovanja prišla zelo prav mu tudi zato, da je odkrival neke nove znanstvene biološke resnice. Ne? Ker v biologiji vemo, da sta oblika pa funkcija zelo pogosto neločljivo povezani in je s tem, ker je kak primerjal obliko teh organizmov, lahko tudi veliko sklepa o tem, kakšno je njihovo življenjsko okolje, kakšna je funkcija, ki jo upravljajo oziroma tako. In to je bila cela revolucija, ki je navdušila številne potem tudi na drugih področjih, predvsem na področju umetnosti in bomo videli, da je segal tako na vsa področja in arhitekturo, kiparstvo in slikarstvo. En takih primerov je René Binet, ki je bil nad tem njegovim delom tako navdušen, da je tudi po zgledu ene od teh radiolarij, teh praživali, potem naredil celo vstopni paviljon na svetovno razstavo v Parizu, Port Monumental se to imenuje, ki sicer danes ne stoji več, ne vidite, kdaj je bilo to zgrajeno, leta 1900, od 1900 do danes smo imeli že veliko takih dogodkov, so mnogo drugih stavb tudi porušili, no in ta je bila, mislim, tudi ne stoji več, je pa ovekovečena na številnih razglednicah še vedno, tako da se da, pa načrti so ohranjeni. No. Tukaj pa vidimo, da se René Binet ni ustavil sam pri tej svoji zgradbi, ampak je dejansko po zgledu Haeckela tudi sam naredil arhitekturno zbirko teh raznih arhitekturnih dekorativnih elementov in objavil to knjigo samo eno leto tudi po izidu zadnjega zvezka oziroma skupnega zbirke od Haeckela. Haeckel je bil pa evolucijski biolog, ki je na evolucijo gledal zelo specifično in sicer jo je dojemal v kontekstu 20. stoletja tudi kot novodobno religijo znanosti pravzaprav. To religijo je na nek način poimenoval monizem, gre pa za to, da je v tem sklopu hotel tudi evolucijo prikazati širši publiki in narediti neke vrste katedralo evolucije, če tako rečem, in tako katedralo si zamislil v obliki filetičnega muzeja, se pravi muzeja evolucije v Jeni. In za ta namen je rabil pač nekaj pokazati. Ne? In v prirodoslovnih muzejih dostikrat vidite, da gre največ, velikokrat so prikazane, je življenje na Zemlji prikazano v obliki teh štopfen preparatov, se pravi nagačenih organizmov, nagačenih živali. Sam veste, da če zdaj hočete vi evolucijo prikazati, rabite pokazati tudi te mikroorganizme, pa organizme, ki se jih ne da nagačati, pa na kakršenkoli način preparirati in boste videli, da je to potem spet pognal ogromen zanos umetnosti. Na eni strani tukaj se pa sam za hipec ustavimo pri delu Edvarda Munka, Marija, ker smo govorili o tem religioznem kontekstu evolucije in ta del je zelo buril duhove predvsem tega
nordijskega slikarja. Tukaj imamo zdaj podobo Marije, ki je zelo pomemben motiv v umetnosti skozi celo zgodovino, predvsem v kontekstu religije, ampak a je to Marija, kot si jo večinoma predstavljate, oziroma ki jo imate v glavi? No, najbrž ne. Gre za podobo, ki je tako že skoraj že v bistvu zelo erotizirana, v nekem takem erotičnem kontekstu je prikazana. Zdaj, to poudar seveda še s tem malim fetusom, ta oblika glave vam je mogoče bolj znana z njegovega drugega dela, Krik, ki je pa obdana, se pravi ta okvirjena, je ta podoba Marije v spermije, jo obkrožajo in tako to sveto podobo Marije pravzaprav obda v okvir, v to profano nujo po reprodukciji. In to je v bistvu postavil, to motiviko je dejansko postavil neposredno iz tega krščanske ikonografije potem v kontekst evolucijske teorije. Sam Ernest Haeckel je pa kasneje tudi prišel v relativno nemilost znanstvenega sveta, predvsem na račun svoje teorije rekapitulacije, ki je bila kasneje ovržena, pa zelo kritizirana in tako je pač po mojem mnenju precej neupravičeno v bistvu prišel na slab glas. No in prej smo govorili o Filetičnem muzeju, za katerega je ta Ernest Haeckel rabil eksponate, ki jih ni uspel nagačati in tukaj se je povezal z dvema steklarjema. To sta bila Leopold Blaška pa njegov sin Rudolf Blaška, ki sta v bistvu s svojimi tehnikami, ki so še danes nepojasnjene, še danes ne vemo, kako sta pravzaprav to delala, uspela tako realistično prikazati te organizme, da mislim, jaz sem to videl, v številnih muzejih sem si te razstave ogledal in to predvsem zaradi tega, ker je res težko razumeti, da to ni zdaj prav organizem pred tabo, ampak sam steklen model tega. In kljub vsem tehnikam in naprednim tehnologijam 3D tiskanja in laserskega izreza in ne vem česa vsega še ne, se še danes ne uspemo približati takmu tej stopni realizma, kot sta gonedva dosegla s steklom. In zdaj vam bom pokazal, o čem pravzaprav govorim. To so take steklene podobe in pač ta meduza, tukaj so recimo različni drugi organizmi še prikazani. To je tako realistično, da je res težko razumeti, da dejansko ne gre za organizem pred tabo. V tem primeru gre tudi za realistično velikost večinoma, ne seveda te, ki so bili pa zelo majhni, so pa primerno povečani, tako kot v tem primeru te radiolarije, ta pražival, ki je recimo 1000-krat povečan model. No, in po tem zgledu, to so organizmi, ki so bili takrat najmanjši v smislu vidnega, se pravi, so bili recimo neka najmanjša struktura, ki so jo dali opazovati. In seveda neposredno temu zgledu tudi sledi sodobni steklar, pa umetnik Luc Gerham, on je Britanc po poreklu in kot vidite, zelo podoben kot Rudolf pa Leopold Blaška, upodablja v steklu, kristalnem steklu, te viruse, predvsem, ki so pa danes recimo najmanjši elementi nekega živega sveta, mislim, so ne živi, ampak v redu, to je druga zgodba, kakorkoli, najmanjši biološki makro take strukture. In zakaj zdaj to pa prozorno? Tukaj vidite, da so barve prisotne, sta tudi to ujela. Zato, ker tisti so opazovali prej svetlobnim mikroskopom, ki pa ni zadosti, da opazuješ viruse. Za viruse opazovati rabiš elektronski mikroskop, elektroni pa za razliko od svetlobe niso nosilci barve. In seveda vse, kar vidite pod elektronskim mikroskopom, bo črno-belo, bo brezbarvno in zdaj tukaj seveda to kristalno steklo nekako hoče se na to navezuje in spet kot prej pri Rudolfu in Leopoldu Blaški imamo ta skrajni znanstveni realizem, ker je v vsakem detajlu prisotna ta realizacija teh znanstvenih odkritij, znanstvenih dejstev in te neke znanstvene resnice. In to so take podobe, ki se navezujejo recimo na Blaška modele. Zdaj na samega Ernesta Haeckla, pa te njegove podobe v delu Kunstformen der Natur, se pa mogoče bolj navezuje David Gutzel, je pa v bistvu v svojih delih Prerezi, tudi s skrajnim znanstvenim realizmom slika viruse in pač druge biološke strukture. Skrajnim znanstvenim realizmom mislim za razliko od barv, ki so seveda pač v tem primeru umetne ali pa pač po navdihu, če tako rečem.
je pa velikost ali pa razmerje med velikostjo teh molekul, oblika teh molekul, zastopanost teh molekul in vsa ta razmerja, vse je tako, kakor danes znamo to znanstvenimi metodami opisati. To je v bistvu spet gre za res popolnoma skrajen znanstveni realizem. In to nam je omogočil elektronski mikroskop. Poznamo dve vrsti teh elektronskih mikroskopov. Eno je vrstični, drugo pa presevni elektronski mikroskop. Razlika je pravzaprav ni bistvena, edina razlika je v tem, da z vrstičnim elektronskim mikroskopom v prvi večini opažujemo površino, z presevnim pa lahko tudi v bistvu notranjo strukturo opazujemo z nekim posebnim načinom predpriprave preparata. In kot že rečeno, v znanstvenem smislu so te podobe črno-bele in tudi v veliki meri so bile takrat, ko se je ta mikroskop razvijal, objavljene v znanstvenih publikacijah v črno-beli, še danes je to zelo pogosto v črno-beli kompoziciji. No in tukaj pa prideta na vrsto spet, to sta Šveda, Lennart Nielsen pa Giles Haag. Ne vem, če sem to spet čisto prav izgovoril, ampak tako nekako. One dva sta bila fotografa, sploh ne znanstvenika ali karkoli. In sta prva prišla na idejo, da bi zdaj naknadno z retušo pobarvala te elektronske mikrografije. Drugače čisto za intermezzo, Lennart Nielsen je tudi inovator prenatalne fotografije. Mogoče najbolj poznate tisto njegovo fotografijo iz Life magazina, ki ta fetus sesa prstek. No, to gre dejansko za fotografijo znotraj maternice razvijajočega se otroka. No, ampak tukaj bomo zdaj šli nazaj na elektronske mikrografije, ki sta jih one dva potem pač čisto naknadno pobarvala, tako kot pobarvanko. In to absolutno ni poželj velikega navdušenja znanstvene skupnosti ali pa znanstvene javnosti v tistem času. No, kakor vidimo, je pa spet umetnost zmagala, če tako rečem, ali pa dopolnila, no, bolje rečeno, znanost, ker danes je pa to eden od standardnih postopkov povečevanja kontrasta in prikazovanja tudi znotraj znanstvene skupnosti, se pravi objav v najbolj uglednih znanstvenih revijah, Nature, Science in podobno. No in temu v tem bolj umetniškem smislu sledi pa tudi mikroskopist pa znanstvenik, umetnik Steve, ki elektronske mikrografije potem naknadno seveda tudi retušira zdaj z računalniškimi urodji in tehnikami. Vidimo tukaj različne bakterije, ki jih je na različen način pobarval, tukaj so spet ena radiolarija, to so kremenaste alge, recimo in tako, različne podobe. Tako, ker pač zdaj smo videli, kakšen je bil ta vpliv pa preplet na neke klasične oblike umetnosti, slikarstvo, kiparstvo, arhitektura v začetku 20. stoletja, pa to ni bil, se je pa v bistvu polje umetnosti močno razširilo v vsakdanje življenje. In je ta umetna obrt, če tako rečem, sploh z vidika art decoja, pa secesije, pa tako je bilo umetnost, pa tudi način bivanja zelo celostno dojemano in so se veliko ukvarjali tudi s temi elementi pohištva, z raznimi drugimi uporabnimi predmeti. So jih prenesli v polje umetnosti, no in eden od takih oblik umetnosti lahko rečemo, da je moda in modno oblikovanje. In tudi tukaj je elektronska mikroskopija in ostale znanstvene inovacije je to tudi pustili svoj pečat. In tukaj imamo en primer iz Slovenije, ko sta Urška in Tomaž Draž, oni sta predvsem znana po pleteninah, predvsem takih precej inovativnih pleteninah, tudi v mednarodnem prostoru zelo uveljavljena in sta se povezala leta 2013 z zdaj že upokojenim profesorjem Kazimirjem Drašlarjem z Biotehniške fakultete in uporabila te njegove mikrografije, da sta jih natisnila na svoje kreacije in to je bila pač pol tudi takrat kolekcija. Zdaj, za razliko od Draž kolekcije je pa inovativna modna oblikovalka Iris van Herpen, ki je res nekaj popolnoma posebenega pa unikatnega v svetu modnega oblikovanja. Pa ne samo natisnila, pa na ta način prenesla podobe v polje modnega oblikovanja, ampak je dejansko uporabila tudi strukturo teh elementov. Če se še spomnite prej, kakšna je struktura pa oblika teh skeletov, teh praživali radiolari, je dejansko probala poustvariti ta skelet in v njega obleči žensko, a ne v to obliko. In tukaj seveda se pač to vpliva ali pa
to ima potem zelo daljnosežne teoretične interpretacijske posledice v polju, kaj predstavlja oblačilo in tako dalje, pač to je že druga zgodba. Če kogarkoli zanima, seveda lahko mirne vesti vpraša ali pa karkoli drugega, ampak tako, za en tak vtis je to nekako to. Zdaj pa še ena zelo pomembno področje, za katerega seveda pač danes nimamo časa. Se mi zdi, da sem že vam dal dosti informacij za to, ampak mogoče za kdaj drugič, pa tako za razmislek doma ali pa za samo raziskovanje, je pa to. Je pa anatomska ilustracija. Ne? To je spet, kot vidite, sem pač nanizal vse, kar sem tako veliko teh elementov, ki sem jih najdel na en slajd, da vidite, kaj vse pa tukaj noter tudi se lahko dogaja. Ne? Tako da to je pa še eno področje, ki je tudi zelo zanimivo in ima zelo veliko enih takih. Recimo temu, nova knjiga Agate Christie. No? Zdaj pa je čas že za zaključek in bi rad zaključil z neko mislijo, ki se mi zdi, da zelo skoncentrirano povzame celoten ta kontekst oziroma ta osnovno misel, ki jo hočem jaz sporočiti in s tem svojim predavanjem danes in recimo je nekako zaokroža to moje raziskovanje tega področja. Sicer to je misel Jamesa Duranta, da je vsaka znanost se začne kot filozofija in konča kot umetnost, nastane s hipotezo in se pretaka v dosežke. No in zdaj, če pa kogarkoli še kaj več zanima na to temo ali pa karkoli, pa ne vem, če ima kdo kakšno vprašanje, pa mi lahko tudi piše na elektronski naslov, seveda. Tako da to bi bilo zaenkrat vse, če ima pa kdo še kakšno vprašanje, pa seveda z veseljem. Hvala. Hvala Timu. Jaz mislim, da moja napoved ni bila pretirana, da ste bili priča res zanimivim pogledom, tako da če so še kakšno vprašanja, bomo z veseljem odgovorili. Izvolite, mislim, eno vprašanje, kaj je taka hladna koncentracija tistih bakterij na nekem gojišču. Vsi pa vemo, da ko se bakterije tako namnožene, da postane nevarne za okolico, bakterijo vsi tudi ne odpira. Kako v tej umetnosti malo to omejijo, to prosenje spolj? V bistvu, no, saj to je ena stvar, ki jo mogoče, če gre zdaj zelo nazaj, to je zdaj ena stvar, ki jo pač nisem izrecno izpostavljal, je pa tudi zelo pomembna z tega umetniškega vidika. Se pravi, ker gre za žive slike, je tudi način ustvarjanja relativno zahteven, ker vi slikate z nekim običajnim barvilom, pač z neko, ne vem, oljno barvo ali karkoli, vi vidite, kaj delate. Se pravi, ko potegnete s čopičem, ki ste ga pomočili rdečo barvo po platnu, ostane tam tista rdeča barva in je taka, kot ste jo naredili. Te podobe pa niso take. Vi, ko nanesete malo teh bakterij na to površino in nič ne vidite, kaj ste v bistvu naredili, bolj kot ne. In šele pol, ko to spravite razvijati, kakor bomo rekli, kot fotografija, potem z rastjo teh bakterij, ki se namnožijo, dobite tako podobo. To je na začetku vse takole, kakor vidite recimo na tem delu, se pravi tukaj, nič se ne vidi. Pa odvisno, kako dolgo časa razvijate. Na začetku se postopoma začnejo te pikce pojavljati tam, kjer je teh bakterij več, tam, kjer jih je manj, bojo malo kasneje začele rasti in potem seveda je ta podoba neka fotografija v času. Če pa to dolgo časa pustite, bo pa vse ratalo tako, kar je tukaj. Tako da to potem vi nanesete, zaprete in date razvijati in je to potem tudi ne nazadnje zaščiten. V tem smislu se pa da to potem tudi ulivati v razne smole, epoksije in tako dalje in v enem obdobju to pač lahko ohranite podobo statično. Ja. V tem trenutku je najbližja izkušnja, ki vam jo lahko ponudim, cianotipija. V našem muzeju imamo delavnice cianotipije, ko se en konček, vsaj te ideje, uporablja pravzaprav na filmskem na filmu, skratka, in lahko potem dejansko na druge načine, se pravi ne s fotoaparatom, ampak na drug način v bistvu ravno tako prijete do podobe na koncu. Skratka, to je največ, kar vam ta trenutek lahko ponudim. Moram pa reči, da me je zelo vznemirjalo, kako bi pa
vseeno lahko našim obiskovalcem ponudil tudi kakšno delavnico tovrstnega umetniškega izražanja. No? Skratka, mene je čisto prepričalo, no? Skratka, se mi zdijo to zelo zanimive izkušnje. Ne vem pa, koliko bom uspešna, predvsem pa ne vem, kako hitro bom uspešna. Čudovito predavanje, me prav veseli ta interdisciplinarnost. Me zanima, kaj ste vi od vseh teh tehnik, umetniških, biološko-umetniških sprobali sami in kako ste se dopadali in Ja, v bistvu od teh sodobnih, ne, recimo, to sem siguren, s tem sem se kar precej igral, to sem tudi imel par delavnic, to klasična slikarske metode, tole recimo, ne, take stvari. To sem imel tudi par delavnic že na svoji bivši gimnaziji, pa tako, s tem sem se tudi precej igral, pa to. Ko imate vi bakterije, pa jih nanašate, ta klasična metoda, s tem sem kar precej slikal. Je pa tako, sličite, mislim, mogoče deluje preprosto, ampak je zelo kompliciran, lih z tega vidika, kot sem prej rekel, ne. Vi ne vidite, kaj delate, ne. Tudi te bakterije imajo eno svoj, bom rekel tako, mindset, svojo pamet, ne, in to potem tudi malo so same kreativne, ne, in tako, mislim, so rezultati več ali manj lahko tudi do neke mere precej nepredvidljivi, ne. Tako da je zanimivo, no, to zaustvarjati, ker tako malo z enim takim pričakovanjem gledaš, kako se zdaj tisto razvija, kaj bo z tega prišlo. Drugače od teh bolj sodobnih sem pa recimo preizkusil tudi to deloma, kje je zdaj to, recimo deloma, sicer ne v polni meri, ker nekako se s tem nisem na tem nivoju v praksi toliko zelo veliko ukvarjal, sploh ne vem niti, to je patentno zaščitena, je ta metoda tega črnila, pa to, kako, tako v bistvu ne vem, kako se to čisto naredi. Zdaj, te, ne, prav fotografije, to je pa zanimiva zgodba, tega me nisem preizkusil, no, zaradi tega, ker gre za neke posebne bakterije, ki jih bi mogel naročiti pri tistih raziskovalcih, ki so to delali, ali pa če bi se sam tega lotil, je to, ne vem, 5-letni projekt, da to skozi spraviš. Ampak zanimivo je, da ta zadeva seveda ni bila v prvi vrsti mišljena kot v tem polju umetnosti, ampak je zelo zanimiva z farmacevtskega vidika, ne, predvsem ta večbarvna, zato ker to omogoča te barvila, ki jih te bakterije proizvajajo, lahko z lahkoto zamenjate tudi s kakšnimi drugimi snovmi, ki jih bojo zdaj te bakterije pod vplivom neke svetlobe izločale, ne. Ne vem, lahko so to zdravila, ne. In zdaj morate si misliti, da če imate vi eno bakterijo, ki lahko 3 različna zdravila proizvaja, samo da jo osvetlite z drugo svetlobo, je to super fajn za farmacijo, tako da tukaj gre za nek tak res neposreden preplet umetnosti, znanosti, pa tudi tega aplikativnega področja, no. Še kakšno vprašanje? Če ne, bom jaz tole naše prijetno druženje zaključila s povabilom na naše naslednjo srečanje, in sicer nas čaka v februarju maraton M-odra. Z Univerzo v Ljubljani smo vam zagotovili priložnost, da spoznate vse, oziroma tiste, ki so se želeli odzvati Prešernove nagrajence za leto 2021. Svoje naloge bodo predstavljali 10. februarja, začnemo ob 10, potem vsake 2 uri naslednja naloga. Nekaj njih pa se je priključilo tudi našim drugim projektom, tako da na naši spletni strani imate razpored. Jaz moram reči, da me projekt navdušuje, ker vedno zvemo veliko novega in zanimivega. Navdušena sem pa tudi nad tem, kaj naši mladi kolegi pravzaprav naredijo iz svoje predstavitve. Lep večer še naprej, hvala, in naše galerije in muzeji so vsi odprti in naši programi tečejo kljub koroni. Tako da dobrodošli na vseh naših lokacijah. Nasvidenje in še enkrat hvala. Hvala.